Dober dan, jaz sem Miha Macini in to je podcast Sodelujemo. Današnja gosta z mano sta Urša Menart, režiserka, scenaristka, predsednica Društva režiserjev in režiserk in Darko Sinko, režiser, scenarist in predsednik sekcije scenaristi in scenaristke tudi. Ja, uradno so sam scenaristi. Kako to niste zrihtali? Čak. Ja, ker niso imeli denarja za spreminjati, se je na upravni enoti. Jaz ne vem, gledal sem zadnjič ameriško-angleške statistike in precej več žensk že piše scenarij kakor moških. A to pri nas je tudi tako? Pri nas, ne vem, ta sekcija je precej, bi rekel, majhna, pa precej nedefinirana zaradi razmer v naši kinematografiji, ker večinoma, zelo pogost pojav v slovenski kinematografiji, da režiserji pa režiserke tudi sami pišejo. Glih zadnjič sva z Valerijo, sekretarko društva, šla čez seznam pa razmišljala, kdo zdaj je res scenarist ali pa kdo je res ni scenarist. Malo je tako nedefinirano polje, ampak med temi bolj aktivnimi člani, ki delujejo notri teh delovnih skupin ali pa so bolj angažirani na področju scenaristike, so pa trenutno res bolj punce, ženske v tem trenutku. Ampak to je tudi zelo hitro se spreminja, no, glede na to, kako delujemo. Nimam nekega izrazitega mnenja. Je pa zelo majhen vzorec, ne? Pri nas hiter, ker smo tako majhna industrija, hiter iz par malih primerov se že to interpretira kot nek trend, ker je v resnici vse skupaj ena relativno majhna skupina ljudi. Moram reči, da ko jaz vidim pa nekomu, da piše tako pri vama, režiser, scenarist, sam piše scenarije za svoje filme. To je pri meni nekako povzamem, da to tako je. A je kdo od vaju kdaj napisal scenarij, da ga je dal nekomu in drugmu režirati? Jaz sem napisala scenarij s kolegom skupaj, ki ga je potem on režiral. Okay. Ampak si vedela od začetka, da bo to tako? Ja, od začetka je že bilo to. Pravzaprav bila sem povabljena, da malo sodelujem. Bi pa z veseljem. A res? Rajš to kot obratno. Zdi se mi, da bi lažje nekaj napisala in dala nekomu, kot pa režirala nekaj, kar je nekdo drug napisal. Ok. Jaz pa sem pisal tudi za druge, ampak nič ni bilo realizirano. Zlasti na komercialnem področju sem se nekaj probal uriniti, pa je bilo vse nič ni bilo, nisem bil nič uspešen pri tem. Sem pa zadnje čase bolj obratno, no. Se pravi, pišem so scenaristko ali pa so scenaristom, to sem imel več izkušenj. Ja, pa tudi režiral sem po tujih scenarijih, no, tako da sem bil samo režiser. V bistvu se bolj identificiram z režiserjem kot scenaristom, čeprav se mi zdi, da to pisanje mi je skoraj ljubše nekako v nekem smislu, no, je zelo tak gušt, ko enkrat človek not pade. Ja, zdaj, če se jaz vrnem k temu, nek sem prej rekel, režiser, scenarist, to bi, po moje, lahko zamenjali tudi režiser, ekstrovertiran, scenarist, introvertiran. Mislim, ker če pišeš si sam sabo, pa kar nekaj cajta moraš biti sam sabo, ne, v principu, če pišeš sam. Res. Režiranje je pa kar, ne vem, obnova hiše, mojstri hodijo okoli in ne vem, kako to video uravnotežujete? Meni je ljubše režirati v resnici, ker je dobro imeti sodelavce. Pa ta neka izmenjava idej, to, ko vidiš tudi, da se nekaj konkretno, da že imaš, ne, ker papir vse prenese in je velikrat tam to, kar je na papirju, ena teorija, pa ko imaš neke konkretne pogoje, konkretne ljudi, lokacije in da iz tega nekaj nastane, se mi zdi tako nek tak užitek je v tem, no. Scenaristično delo je tako, kot si rekel, ja. Mislim, malo je, zna biti osamljeno, na eni točki postane, se mi zdi, da je tako na začetku zelo zabavno, pol malo postane muka, pol je spet zabavno, ko se nekaj približuje koncu, ampak je vedno
zelo dober občutek, ko lahko greš med ljudi, no? Pa se začneš malo še s kom pogovarjati. Ja, meni se to zdi, da je čist druga žival, no. Jaz zelo rad pišem, mislim, rabim nekaj časa, da padem not, pa zelo uživam, se mi zdi, pa imam tudi konstantno to željo, ampak se mi zdi, da je zelo težko se zorganiziram. Zorganiziram stvari tako, da bi imel mir za pisanje. Nisem pa take vrste človek, da bi vsak večer 3 strani na kucu, to nekako nisem v stanju. Tako da to razmerje med scenaristiko pa režijo, mislim, sam sebe malo, kako se temu reče, peglam, no. Čist taktično pristopam tudi, ko pišem scenarije, jih pišem zelo na en poseben način, ki ni primeren za komisije, ampak tak brez vseh pridevnikov, zelo čim bolj asketsko, zaradi tega, ker me hitro tudi odnese, da si preveč predstavljam, kako bo dober, pa se mi zdi, da scenaristično delo ima neke druge naloge, no. Če si preveč predstavljam, kako bo že vse dobro, pa vse to napišem, se mi zdi, da je lahko hitro varljivo, da mora biti to zelo tako asketsko, pa surovo, pa grobo, pa če v tem smislu nekako funkcionira, v smislu nekih dramskih sil, pa dramaturgije, pa tega, pa dialoga, če že tako asketsko meni nekako deluje, se mi zdi, da je pol ima večji potencial. Tako da pol naredim 2 kroga, pol odsvetličim te asketske scenarije, preden grejo na komisije, ali pa malo sam sebe, to schizofreno situacijo na tak način rešujem, no. Zanimivo. To sem jaz pa možno slišal tudi s kolegom moje generacije, da so to delali, kar po moje mnenje, da to bolj pomeni, da to je bolj sposobnost ljudi, ki berejo scenarij, ker ameriški ta način je bil čim bolj golo, zato da ima režiser poje več delov, več svobode, no, v principu, a ne? Samo komisije pa kdorkoli to bere, pa imajo radi, da je sočno. Literatura. Scenarij ni literatura, jaz mislim, tako, da ni. Jaz mislim, meni je bliže ta tehnični zelo... pa glih zanj smo imeli glih v okviru društva, no, pri teh, vse najbrž bomo še kaj se pogovarjali o teh scenarnicah, plus smo imeli debate o stilu scenarijev, je imel Juš Premroje pripravo zelo zanimivo debato in so eni scenariji imajo zelo zanimivo zgledajo izven teh scenarističnih formatov, ki so zelo striktno določeni, ne. S fotografijami, z fonti, mislim, meni je to vedno bilo Linki na musko, to včasih. Take moderni neki pristopi, pa niti ne toliko moderni, tudi kakšni starejši scenariji, ki so zelo zanimivo. Mislim, tak načeloma bi jaz bil zelo proti, pa so bile neke stvari zanimive, no. A mogoče veste, kaj vaju sproži za neko zgodbo, da si rečete, to zgodbo hočem pa jaz povedati? Jaz ponavadi ni en sprožilc, ampak ponavadi so, jaz veliko izviram iz opazovanja. Iz enih detajlov, ki jih vidim, ne vem, nekoga, ki se mi zdi zanimiv, tako, neki mali detajli, ki so mogoče malo nepovezani, no. In to potem malo zbiram. Ponavadi je pa to kombinacija nečesa, pa kar se v meni dogaja in nekaj, s čimer imam ali problem, ali nekaj čutim in potem nekako zberem detajle, ki se mi zdijo primerni za to zgodbo povedati. Ne vem, če je čisto jasno, ampak je neka kombinacija enega notranjega problema in enih stvari, ki mogoče niso sploh povezane s tem, ne? Ampak enih stvari, ki jih mogoče opažam, pa se mi zdi, da bi se jih dalo zanimivo v neko celoto povezati. No? Tako. Jaz ne vem, pri meni je to ponavadi zelo impulzivno, zelo hipno je po moje ta neka glavna ideja, ne vem čisto dobro, zakaj se pojavi. Pol pa je neka dolg proces, pa neko obešanje, pa razvijanje, pa ne vem, ponavadi je, da slišim kako zgodbo ali pa preberem kako zgodbo ali pa si predstavljam nek zametek enih odnosov ali pa ne vem, pa je zelo impulzivno pri meni, ta nek prvi inspirativni, ne vem, tak tobogan, no. Ko je ena luknja za en tobogan, se mi odpre,
pa grem pogledat. Včasih se pa nikamor ne pride, ne, potem to bogano. Je pa pol pač dolg proces, nikoli ne skoči to, vsaj pri meni, tako hiter skupaj. Ampak kdaj pišete prvo verzijo, si predstavljate igralca, konkretnega igralca v določeni vlogi? Sem si že, kdaj, pa je pol, nikoli še ni bilo tako, da bi si nekoga predstavljala, pa bi pol ta dejansko igral v filmu. Včasih si nekoga predstavljam, ker mi je lažje, ampak sem se že naučila, da je to pravzaprav sam neka pomoč. Ponavadi pa ne. A pa je to skromno v smislu, da so to slovenski igralci ali kjerkoli igralci? A ja, ne, nekoga, ki ga poznam, slovenskega, okej. ja. Ker jaz včasih tudi Hollywood angažira. Ko pa ta proces pisanja to traja in treba se nekako motivirati in so luknje gori doli. Ko to delate? Imate kakšen ritual? Imate kakšno... Friedrich Schiller je pred vsako rundo pisanja je vohal gnila jabolka. Ne vem, zakaj mu je to pomagalo, ampak mu je. Tako ne vem, imate kakšne rituale, karkoli? Jaz nimam ritualov, jaz vključim vse zunanje sile. Zelo pomaga tukaj producentka, ki me kliče. Zelo pomagajo neki roki, kakor so recimo razpisi, neke mogoče delavnice, ki imajo neke module ali pa ne, karkoli, neke prijave na nekaj in pol vsak tak rok se mi zdi, je pol, to mora biti pa nova verzija do takrat. In tako mislim, da mi izredno pomaga ta zunanji pritisk pravzaprav, najbolj od vsega. Ker pol, ko se enkrat rok bliža, se mi zdi, da niti rituala ne rabiš, to pa sam moraš narediti. In je tudi pomaga, ne samo pri tem, da dejansko se usedeš pa napišeš, ampak tudi pomaga pri tem, da malo izklopiš, ko se začne pikco muditi, izklopiš tega notranjega kritika, imam občutek, pa tega urednika. In vsaj jaz sem lahko veliko bolj svobodna, ker si naredim nekako v glavi ta pritisk, zdaj pa treba to napisati, pa sam piš, bomo pol urejali, zadeve, bomo pol malo klestili pa premikali. In se mi zdi, da je veliko lažje biti ustvarjalen sam iz tega, ker imaš občutek, nekaj treba dati na papir in to hiter. Pri meni je zelo velik izziv si izboriti nek čas, se pravi nek daljši čas, brez drugih obveznosti, družine, nek umik, ker jaz to trebam 5 dni po moje intenzitet, da če resno delam, da padem not. To govorim predvsem o kakšni prvi verziji, ker se mi zdi, da pri meni je večinoma tako, da to prvo verzijo je največji tak korak. Pol te ostalo dodelavanje, premetavanje, peglanje, to mi je polažje, ampak rabiš 14 dni, 3 tedne za to prvo verzijo. Se mi zdi, da ni nek ritual, predvsem je ritual to očiščenje vsega ostalega. In pol je to pri meni zelo tako, da delam cele dneve. V tak trans padem. In je največji ritual, izziv je očistiti, si izboriti ta čas. Pa rabim malce tako ogretno. A si kdaj poskusil kakšne te rezidence, ker greš nekam za 14 dni ali en mesec in... Ja, bil sem, ampak je tudi prišla familija. Tam sem recimo, to je po moje idealka. Mislim, bil sem na tej rezidenci na Dunaju, ker je prišla pol soscenaristka ali pa tudi za ta zadnji film sem bil z eno soscenaristko iz Romunije in smo imela take 10-dnevne sklope dela, ampak je vseeno malo drugače v paru kot pa sam. Ja, hitreje se premakneš, ne? Oziroma imaš takoj nek... Mislim, ne vem, so plusi pa minusi, ampak... Pa odgovoren si do kolega. Tako, oziroma in on do tebe, ne? V glavnem, jaz sem v teh zgodnejših fazah sem spičil tam v eno slaščičarno, pa sem cel dan tam žrl tiste tortice, pa sem cel dan sedel tako od 8 zjutraj do 8 zvečer, tako žival malo. Moja ni najbolj zdrav način dela. Ni, ampak možgani, ki delajo, porabijo največ energije v telesu, tako je tortice, super. Tako da to nekako, Zdaj, prej si omenila tega internega kritika, ki ga vsi imamo in dejansko časovni roki ga utišajo,
razni alkoholi tudi, ki upam, da jih ne uporabljate, ker pa človek sklene uči traparije. Jaz kombiniram ono, ki je že zvečer, imam neko kombinacijo, tako neko čudno kavo si naredim, ki je kombinacija neke kave, kakava in kva še, ne vem, tako je nek cukor, tako kot si rekel, s kofeinom in tam ob 10:00 zvečer, ko začenjaš drugače, ko že malo si iracionalen, energijo pa imaš in to pol, ne vem, tam se zgodijo te stvari, ki so bolj kreativne, ne, pa je treba dopoldne s trezno glavo pa malo to urediti. Se strinjam, ja. Ampak pa še nekaj, a imate mogoče videti tudi še eno osebo v glavi, ki piše scenarij in to je financer. Da pridete do enega prizora, to bo pa predrago za posneta. Se vam to kdaj zgodi? Da se zaradi tega ustavite oziroma greste v drugo smer, ker bi bilo finančno nezavestno, ampak sigurno najbrž imamo že vsi nekje to v sebi ugrajen, da poskušamo ostajati v realnih okvirih, ampak da bi pa kdaj rekla, to bojo pa statisti, to pa raj ne, to pa se mi še ni zgodilo. Imela sem par takih, ko pravijo, Italijani imajo bambini, bestije, barki, mislim, da se pravi živali, otroci in pri njih so še čovni, ko so bolj pomorska država. Imela sem recimo že, ko so tako živa, fajn bi bilo v tem zadnjem scenariju, mislim zadnjem tem, ki je realiziran, ko sem kar končala film, sem dobila eno idejo, ko sem opazovala, bila sem na neki delavnici za neki drugega in sem opazovala na letališču eno punco, ki je imela kužka mečkenga sabo na tistem letališču in sem dobila neko idejo za pač glavni lik, ne, da skozi enega kužka tovor. In ko sem to začela pisati, sem pomislila, pa skozi tega psa v filmu, pa to bo, ampak pa se mi je zdelo pa dobro imeti kakšen izziv. Sej ni produktivno, ni kreativno in brez veze, da se kar naprej izogibamo izzivom. Fajn je si dati neke izzive, take mogoče sicer realistične, ni spet taka reč med psa v filmu, ampak da so neke stvari, na kere se je treba pripraviti, ko ti malo pretresejo ta ker vsaka žival recimo v kadru ti doda nek nepredvidljiv element, tudi če je natreniran pes, ne. In moraš biti malo bolj ready za improvizacijo, ne vem, igralci se morajo odzivati in včasih je ta proces delanja filma zelo nekako so neke ternice in to je malo nevarno, da se usedeš na ta vlak, ki se bo vozil po terih in je vse že kakor določeno, ne. In se mi zdi fajn, to zdaj ugotavljam, fajn unesti kakšen element malo, ko se je treba mičken znajti pa mičken prilagoditi, no. Ker če si dobro pripravljen, je pol tistih 10% tega improvizacije včasih v redu, da ni tako rigidno vse skupaj. Ja, jaz tudi nekako se strinjam. Načeloma, zlasti v teh prvih fazah se mi zdi, da se človek ne sme omejevati. Pa da se marsikaj tudi, če nimaš denarja, se da kaj zmutiti, ne, ali pa so lahko do kakih zanimivih stvari prideš. Jaz se bolj umejem, to se mi pa res ne da zdaj, ne bi režiral zdaj tam, ne vem kaj. Ampak to je malo stvar okusa, no. Lahko se ti ljubi delati film z otroci ali pa živali, ne da se ti pa delati po zimi, recimo, ali pa kakšne take. Film v sodni dvorani, to je. To je razlagal. Jaz rada to gledam. Sem pa poslušala en intervju s tem režiserjem filma, Moj bratranec Vini, a poznate, ne? In je rekel, da je v bistvu to zelo težko delati, ker imaš, oni tisti, ne vem, koliko velik del filma se v tisti sodni dvorani zgodi, pa tam proti koncu. In da je tako, pozicije so že bolj ko ne, veš, kakve so in da rata ekipa utrujena od tega, vedno isti kadri, v resnici se mora veliko zgoditi, ampak je zelo nekako že ene predispozicije so, ki so, ne, ki jih skoraj ne moreš kršiti in je zelo težko v resnici biti, ker mislim, moraš najti način biti ustvarjalen znotraj teh zelo strogih okvirov, no, tako da to se mi je zdelo zanimivo, nisem nikoli pomislila na to. Se mogoče ti ni lenoba, ampak bolj stvar okusa. Česa pa ti ful ne bi recimo režiral? Ne vem, jaz pač kakšni zelo dobri prijatelji zelo radi snemajo
po zimi, pa jeseni, ko je vse tako melankolično, pa ni listja, pa to. Ampak sem bil na teh setih dovolj, da, mislim, vsi vemo, ko smo bili na setih, da nikjer v življenju te ne zebe to, ko na setih je. Jaz sem si enkrat rekel Baywatch, naslednji film je Baywatch. Jaz sem pa glih snemala na zadnje. Ampak te Matevž pa to, ko so delali, pa Klemen. Jaz sem na zadnje delala po zim, pa sem rekla, sam še po zim. Super je bilo. Okay. Nekaj gleda, kar mene zmerno zanima, oba sta delala tudi dokumentarce. Ne? In kako, in jaz to nekaj vprašanj, sem si ga sam zastavila, pa sem pa nekaj vijukal, kako zdaj narediti res scenarij za dokumentarce? Sej človek te lahko preseneti, pa pove čist nekaj drugega. Po mojem največji greh, da ti kar rineš po svojemu scenariju, pa nekaj drugega govori. Ne? Kako se vidva lota za dokumentarce scenariju? Koliko natančno ga pa sploh naredite? Mislim, jaz sem zelo specifične dokumentarce delala, ki so zelo bazirali na nekih stvareh, ki so bile na nek način predvidljive, ker nisem jaz nikoli se nisem tega lotila vprašanje, če se bom kdaj ta muha na zidu, ki opazuje in potem se stvari dogajajo in ti greš za zgodbo. V bistvu sem vse, kar sem delala, do zdaj pa ni bilo tako veliko tega, so bili dokumentarci, ki so bili v resnici kakor neka analiza, neka raziskava, kolaž nekih popkulturnih fenomenov. Zelo so bazirali na arhivskem gradivu, ki je bila pač neka raziskava narejena in si nekako vedel, katero arhivsko gradivo bo potencialno uporabljeno ali pa kaj ti bojo te vsebinske oporne točke. Ne. Tako da je tam bilo pravzaprav nekako osnova že iz tega arhiva, iz te raziskave narejena in to sem kombinirala s tem, kar pa bojo ljudje recimo povedali. Ne. In to je včasih seveda gre po svoje, ne pa pol dodatno, nekaj še raziščeš, ampak je vseeno imel zelo nekako bolj trdno oporo, no, vsebinsko. In v resnici ni bil to scenarij, kljub temu ni bil scenarij, ampak je bila bolj neka vsebinska zasnova po nekih sklopih, po nekih točkah vsebinskih ali pa nekih vprašanjih, na katere sem želela odgovore. No. Ampak je pa tako specifično. Jaz sem delal različne vrste dokumentarcev. Neka ta, kako bi se temu reklo, montažni dokumentarci, se pravi taki, ki so zelo, mislim, zelo mi je blizu ta princip tega nekega zelo odprtega snemanja, pa da pol stvar oblikuješ v montaži. Ampak to se mi je vedno zdelo, da mora imeti človek veliko sreče nekako. Po eni strani je zelo mamljivo, po drugi strani pa človek hiter nasede. Pravi, ene vrste dokumentarcev so taki, ko si ti omenila. To se mi zdi, da scenarija ga zelo težko napišeš, ampak je pa potrebno zelo veliko raziskave, prebrati stvari, zelo tematsko pristopati tudi do sogovornikov. Mislim, ni tu nekega blefa, imaš neko idejo, ki se pol lahko zapelje sem pa tja, ampak nek fokus, po moje, je nujno prisoten in to pride iz razmislekov pa raziskav pa na tak način. Pol pa še delal sem tudi v tandemih ali pa sodeloval pri takih filmih z Matjažem Ivanišinom, ne, kjer je pa neko vodilo zelo pogosto nek občutek avtorski, ki nekako tudi daje neko močno strukturo. Se pravi, to so dokumentarni filmi, delala smo Hiške, pa sem bil pri njem kar po potniku. To so pa nekako tudi zelo scenaristični dokumentarni filmi. No. Glede, mislim, paradoksalno so tudi zelo odprti na nek način, ampak zelo so usmerjeni. Ni odsotnost neke poljubnosti ali pa neke take načelne odprtosti, kot če bi rekel, dokumentarni film, grem štopat po Sloveniji za 2 tedna, pa se bom sam pogovarjal z ljudmi. Meni je to takoj tak, da bi dal, če bi bil v neki komisiji, se mi zdi zelo dokumentarni projekt, pa nima dobenega scenarija, pa mi je zelo prvinsko tak dokumentarno. To, ko z Matjažem smo delala, je veliko bolj nekako premišljeno, preobčuteno, ti pogovori nikoli niso spontano na prvo posneti, ampak se pravi na prejšnje razgovore, pa pol tisto, kar se snema, je že neka smer določena v pogovoru. Kadri, ki se jih snema, so določeni. Se pravi, različni so ti neki principi. Ne zdi se mi, ne glede na to, da
da je težko pogledati scenarij za dokumentarni film, se mi ne zdi, da pri dokumentarnem filmu človek pleše nujno sem pa tja. Samo mogoče to ni zdaj na tak način oblikovano. No. Čisto tehnično vprašanje za tiste, ki pišejo scenarij. Ameriški način je, da se najprej napiše scenosled, se pravi seznam vseh prizorov, kar jaz res počnem, prav tako mi je res opora. A vidiva to, ali kako drugače to? Jaz to včasih naredim, pa pol začnem pisati, pa nekje na tretjini že skrenem. Ja. Tako da ga ne upoštevam, ampak včasih mi pomaga, ali pa če sem sred recimo dela, pa si ga sam delno naredim za en del, bolj nek seznam, ok, to je naslednjih 15 prizorov, sam po alinejcah, da nekako vem, kaj sem hotela, ampak je zelo nezavezujoč. To ponavadi skrene zelo hitro. Jaz sem pa, to sem se malo pošolal na tej scenarnici, ker ti prejšnji poskusi pisanja scenarijev za celovečerne filme sem vedno nasedel v teh nekih dramaturgijah velikih, ampak to tudi že globoko, pač nekako piše človek, pa se pol na 60 strani zatakne, pa mora vse nazaj, pa ta lik prepozno pride. Imel sem težave z razmerjem tega dolgega pač korpusa, tako da mi zelo pomaga ta princip sinopsis, treatment, pa pol prva roka in se tega nekako držim, pa se mi zdi, da pomaga. No. Ok, gremo se malo pomakniti po družiji. Jaz enkrat imel nekje je bil tam en tip, ki za Hollywood piše akcijske filme. Ne? In je tam imel nek scenarij delo, jaz rečem, a lahko vidim. Ne? In jaz zdaj odprem tam v špeh, ne? In recimo, ne vem, prizor 112, vlak eksplodira. Konc prizora. Dve besedi. Ja, kar pomeni, da v Hollywoodu morajo scenaristi malo manj delati, kot moramo mi delati. Ker verjetno pa nas noben ne more napisati vlak eksplodira. Ne? Ampak po drugi strani to pomeni, da scenarist je to znotraj zgodbe, seveda rabimo očitno vlak eksplodira, ampak vse ostalo, ne, je pa prepustil režiserju. Zdaj, vidva zdaj ta scenarij, svoj scenarij sta si napisala in potem ga popravljate, pa razvoj, pa vse to in potem zdaj pridemo do snemanja. No in to zdaj, kako to obdelata potem režiserja, ta lastni scenarij, kako se tega lota, koliko se držita, koliko skreneta, delo z igralci, ki imate vaje, popravljata, te stvari, no, me zanimajo. Ja, v bistvu je zelo drugače bereš lastni scenarij, pol ko veš, da bo šel v realizacijo. Čist drugače. Ko to pišeš samo zato, da bo fajn da bo zgodba tekla, da bo se nekako te dramaturške sile se nekako dobro iztekle vse. Pa ko je treba to posneti, pa s čist drugimi očmi to gledaš. Ne glede na to, da si ti to napisal. Včasih si malo na scenarista tudi jezen. Je nek tak reality check, zdaj pa moramo to posneti, kako pa bomo to posneli. Jaz ne razmišljam kaj dosti o tem, ko pišem scenarij. Se mogoče bi morala malo več. In seveda je veliko stvari, ko se malo drugače obrnejo. Mislim, ta struktura ostaja ista, ampak to, kako, je pa zelo odvisno. Ena stvar so seveda sodelavci, med katerimi so zelo pomembni tudi igralci, kjer se dosti stvari prilagodi ponavadi. Druga stvar so čisto to z direktorjem fotografije, kakšen občutek ima kakšno energijo ima kjer prizor. To se jaz veliko pogovarjam. Se pravi, a je to nek prizor, ko je samo nek šus, a je to nek prizor, ki ima nek svoj lok, a je to, kdo vodi ta prizor, kater zorni kot je, čigav prizor je to. Ne? Včasih imaš več likov, pa ni vedno vsak prizor protagonista. Včasih je to prizor antagonista ali nekoga tako. To so neke stvari pomembne, ki se mi zdi, si jih je treba, to je kot ena analiza scenarija, no, recimo s temi ključnimi sodelavci, ki si jih je treba dogovoriti, preden sploh gremo razmišljati, kaj potrebujemo za ta prizor, v kolikih kadrih bo in to. Pa so še ena stvar, so pa seveda lokacije oziroma to, kako bo to izgledalo, kje bomo to posneli, včasih ti to kje, pol tudi da idejo kako, oziroma zelo vpliva na kako. Ne?
Tako da je to zelo taka živa zadeva, no? Pol, ko enkrat začneš delati, glih to režijsko delo. Zdi se mi scenarij mimo teh dialogov pa vsega, pač kar je najbolj pomembna stvar pri scenariju, pa pri delu na scenariju, je, da človek ve, o čem se gre. Mislim, kaj so neki emocionalni ali pa idejni, tematski punkti, ne. Zakaj to sploh dela, kaj ga tu zanima, kaj je tu, zakaj se mu zdi neki tek garajca, zakaj bi to sploh, se mu zdi ta prizor pa ta lik zanimiv. To, kar je napisano, je samo en del, tak mogoče bolj viden navzven, ampak se mi zdi, da ta notranji del je mogoče bolj pomemben in ko nekako greš v snemanje, pa če približno si oborožen s tem, da veš, kaj te zanima, pa kjer smeri so zdaj tu inspirativne za tebe, pol se mi zdi, da se lahko začneš ful igrati. Imaš ful enih možnosti z igralci, z lokacijami, sodelavci, vsi, cela ekipa lahko začne raziskovati, se pravi, in to za vsak lik imaš ti neko smer, ki jo nekako slutiš, pa imaš pa različne možnosti, ne. To je tek na tisoče nekih odločitev, ne samo strani režiserja, ki vplivajo na končen film, pa ni nujno, da vedno tudi vse rata, pa se kakšni novi pojavi, mislim, nove težave pojavijo v montaži, ki jih v scenariju ni bilo zaradi kakih teh stvari, ampak zdaj režija je točno, spravi, ti imaš nek pravac, ne, pa na kak način, ful je milijardo možnosti, da do tja se pride. Ne samo za režiserja, ampak za vse člane ekipe. Tak nekako, mora biti nekako skozi, mislim, to tako igrišče je, no, res, nekako tako jaz pristopam do režije, ne. Pa poskušam ta duh nekako ohranjati, tudi pri sebi. Moš pa malo, se pravi, hkrati imaš pa nek ta strateški možgan vklopljen, ki je vezan na čas, na produkcijske možnosti, na psihologijo sodelavcev, na psihologijo samega sebe, mislim, samega sebe moš režirati, predvideti, kak boš, ko boš utrujen, kak boš, ko boš v stiski, ko te bo strah, ko ne boš vedel, ko se bo mudilo, ne vem, ko se bo... Veliko stvari se spremenja. Ko si to zdaj omenil, ne, te trenutke negotovosti pa vsega, ne. Ko sta vidva, mislim, a sta bolj buldožerja na snemanju ali tako traktorčka malo gremo, pa se tudi ustavimo, kaj? Ja, jaz mislim, da nisem preveč buldožerski. Mislim, se to lahko povejo najboljši člani ekipe. Ampak, ne vem, to ne vem, če je čisto vprašanje za mene, ampak dejstvo pa je, da tek v načelu, ne, se doma bolj intenzivno kregam kot na setu, ne. Se mi zdi, na setu se mi zdi tek, vseeno pač si tam mislim, tudi si ne predstavljam, no, kaj lahko pričakuješ od sodelavcev, na kere kričiš ali pa greš čez vse, ne glede na vse. Mislim, itak vsi smo tam na neki lokaciji, omejeni z nekim časom, z nekimi nameni, pa se pač vsi skupaj prilagajamo, delamo vsi najboljš, kar lahko. Vsi so profesionalci, tako da v okviru možnosti delamo najboljš, kar lahko vsi skupaj. Včasih nam kaj zelo dobro rata, včasih malo manj, ampak noben se ne zajebava. Mislim, tako nekako, ne. Definitivno nisem buldožer, no. Tank, mogoče. Nikoli se nisem še zadrla, to mi je, ne vem, ampak zato, ker imam to srečo, da sem po naravi nekako zelo, sem zelo nekako mirna, imam neko to flegmatičnost v sebi, tako da sem mirna, ampak sem pa, to pa, ne vem, a je to mogoče buldožer, kar vztrajam pa na enih stvarih.
ni, da se zelo hitro pustim prepričati, takrat, ko je pač v neki. In zelo sem se naučila, da če z nečem nisi zadovoljen, če nekaj ne funkcionira, da ne opustiš, da ne rečeš, ok, se bomo že v montaži, pa greš naprej, da je treba zvrtati v to zadevo in ji priti do dna in jo rešiti tam, ker vedno obžaluješ, če ne. Ampak vsaj pri meni, ne vem, ko je programa, to ni racionalni del možganov, to je nekje instinktivni, plazivski del možganov ti trzne, ni v redu. Oziroma, ja, treba se je naučiti, jaz sem se naučila s časoma, da ta racionalni del možganov, ki ve, kakšna je dispozicija, ki ve, dokdaj je treba naučiti, da posluša tega plazivskega, ki reče, to ni dobro, tukaj nekaj ne štima, to ni, ne vem, in da v bistvu v tistem momentu reagiraš in pol vključiš oba dva, da najdeta neko rešitev skupaj s sodelavci ponavadi, ne? Da si vzameš v njih 5 minut, sorry, to ne štima, dajmo se zdaj pogovoriti, pa dajmo to rešiti, dajmo ne sam reči, ok, super, bomo posneli, pa kakor bo. Koliko ljudi imate na svetu, to, kar jaz pri sebi imenujem konzili, se pravi, če je problem, da gremo na sprehod in predebatiramo, kako ga rešiti. Mislim, direktor fotografije predvidevam. Prvi? Ja. Odvisno, kak je problem, no? Okay. Vedno je direktor fotografije, nujno, po mojem, pa je odvisno zdaj verjetno glavni igralci in potem naslednji je prvi asistent režisera, ne? Producent tudi za kakšne večje stvari, ne? Ja. Ampak, direktor fotografije pa first AD, po mojem sta. Zdaj, videla ste zdaj končala svoje druge filme, ne? Niso še zunaj, ampak ste jih končala. In zdaj, koliko ta razlika, zdaj prvi film sta šla ven, sta bila dobro sprejeta, a je bil pa problem drugega filma, drugega scenarija, da tako rečem, pa drugega filma, ker v tujini imajo zapisatelji prav problem druge knjige. A sta imela kakšne psihološke probleme? Ja. Ja. A si hotel še kaj vprašati? Ne. Govori tvoji. Mislim, pa ne toliko, ne toliko ta pritisk zdaj, da bi čutila, da zdaj pa ta drugi film mora biti pa ne vem kva, ampak bolj ta notranji, ker imaš vseeno v prvencu, vsaj jaz sem imela, mogoče je bil tudi ta moj prvenc, malo ta stereotipni prvenc, kjer daš noter vse, ne, kar do tistega momenta se ti je zgodilo v življenju in to pošleš ven in pol si tako, kaj pa zdaj. Tako da mečken že, ja. In tudi, ne samo to, ne, ampak po tej izkušnji, ko veš v bistvu, kakšen maraton je, malo naivno se podaš vedno na pot, mogoče si celo sam imel tudi podobno izkušnjo, malo naivno se podaš na to pot celovečernega prvenca. In pol, ko daš to skozi, vidiš, da v bistvu, kakšen maraton je to in kar je mene najbolj skrbel, je, a me bo to čez 6 let še zanimalo. To se mi zdi, da je eno tako vprašanje, ki je malo neodgovorljivo, zares, a ne, ampak je res, to je en tak, velika zaveza je pravzaprav, neki temi, neki zgodbi, ker je v resnici ti končaš film, pa še 1 leto kasneje je v kinu, pa se moraš pogovarjati o tem, o čem je ta film in se mi zdi, da je res nevarno, da te neha zanimati. Tega, mislim, se malo bojim, no. A se mi bo še dal to režirati, a se mi bo še dalo o tem pogovarjati, a mi bo še zanimiva tema, a bo sploh še to, koga drugega zanimalo, ne? Se ne gre sam zame, to bo nekdo, upam, gledal. Tako da to so neki dvomi, ki te mogoče pri prvem filmu toliko ne razjedajo, pa te pa začnejo, no. Ja, jaz še nisem končal drugega filma, trenutno traumiram tam v montaži. Ampak, mislim, slišal sem za ta problem, ampak sem nekako tudi zavestno zelo proti, da bi se človek obremenjeval s tem drugim filmom, ne vem, podzavestno, da bi me to grizlo. Se mi zdi, da niti ne, no. Bolj se ukvarjam s tem, da bi bil film dober ali pa da bi bil čim boljši, saj, no. Mislim, tako se mi zdi, da je to lahko hitro omejujoče, no, pa da so to neke take v bistvu lahko floskule, no, ko plavajo po
po svetu tako, recimo, dokler ne posnameš celovečernega filma, dokler posnemaš samo kratke filme, ne veš, kaj je to celovečerni film, s čimer se tudi ne strinjam. Se nisem ne prej, niti po izkušnji prvega filma. Se mi zdi, da to se človek ne sme s temi stvarmi preveč obremenjevati, ker ima druge naloge, ki so pač se posvečati temu, za čemer sledi svojemu nosu. No. Tako da, ne vem. Je pa res, da je nek občutek, ko si en film naredil, ok, sej lahko naredim še kakšnega in ne bo vsak naslednji toliko usoden, ne, kot je bil prvi. Sej nekako, tudi če kakšen ni lih, ne, se lahko tudi kdaj. Mal si moramo tudi mi dovoliti, da nekaj poskusimo, pa nam ne uspe. Točno to, to je zelo pomembno. No. Da pač probaš stvari, ki te zanimajo in delaš pač to z neko strastjo svojo. No. Se strinjam, je pa tudi res žalostno dejstvo so ta, da pač če za vsak film, pa če slovenski režiser naredi na 5 let film, kar je že kar, ne. To je dobro, ja. Potem za življenja je vse naprav veliko naredil, grozen se to sliši, ampak tako je, ne. In vidi, ko ustvarjalna človeka imata še kakšen drug odvod, pišeta romane, poezijo, ne vem kaj, ali samo grozen zveni, se osredotočate na film. Ja, jaz sam to. Jaz kdaj, ampak to zdaj pa že nekaj časa nisem, kdaj napišem kaj o filmu, ali pa, rada imam to je še vedno vse film, ampak rada imam ta del, ki je zelo udoben, ne, ko malo analiziraš, kaj so pa drugi naredili. Ja. Tako da včasih tudi kaj tazga naredim, kaj napišem o filmu, pogovarjam se o filmu, o drugih filmih. To se mi zdi, da je tako fajn biti na drugi strani. Včasih kaj malega napišem tako zase, ampak to je res, to ne bo po moje nikamor šlo nikoli. Kaj pa, da pove? Imam en Samsung Notes, take neke slabe haiku poezije. Ampak to je res tako. Drugače pa, da bi pa prav roman napisati, čist nekaj, si ne delam utvar, da bi to znala. Se mi zdi, da je to čist nekaj drugega, kot napisati scenarij. To je tako, zelo rada berem, pa zdaj tudi kar sem v neki fazi, kar veliko berem, ampak sploh ne razmišljam, ko berem, kako bi bilo to napisati, ali pa, ne, ker ko bereš scenarije, skozi nekako, ko včasih je fajn kakšen scenarij prebrati za kakšen film, recimo, kot je bil dober, ali pa kot je zanimiv, kako je to deluje na strani, v scenariju. Pa, ko bereš scenarij, zna biti, da kar analiziraš, oziroma imaš skozi vklopljeno to, kako je to narejen. Zdaj pa, ko pa berem, ne vem, roman, ali pa poezijo, pa ne razmišljam, nekako, kaj pa vem, sploh mi ne pade na misel, da bi razmišljala o tem, kako bi pa to lahko, in mislim, da... Kako pa imaš ti izkušnjo, ti imaš to? Kakva je razlika? Te adaptacije, to zlato pravilo adaptacij literarnih del je, da je najbolj delati, scenaristov je najbolj delati z mrtvimi avtorji, ker se na frce žujejo. Jaz ne vem, blazno je treba, ker film, ki so ga izumili, tam začetek 20. stoletja, je zelo uničil literaturo, ker jo je veliki postali teh vizualnih prizorov. Mi smo začeli pisati, kot da pišemo za film doskrat. In meni je to glavno, to je zdaj literatura noter, lahko imajo ljudje notranje življenje in notranje misli in bla, bla, bla. To je pa film, tle pa vse se mora videti. In jaz na začetku, ko se nisem natreniral, sem zarmen v flumastrom, vizualno, ni vizualno, tam črto po scenariju. A veš, ne, to je preveč noter pa tako. No. Jaz, ko sem recimo za izbrisno, ko sem imel izjemno igralko, sem ugotovil, da po teksta preveč, jaz sem po dialogu sem počrtal, se vidi, to kdaj delate? Absolutno. Ja, absolutno. Seveda. Človek tudi ne ve, zdaj imam neke plasmaje informacij, pa so na več mestih, pa veš, da ne bo vse posod že v scenariju, ampak si jih, kot da bi si jih malo pustil, pa jih nekako nastaviš, pa še, ne bi se zdaj hvalil,
ko sem naredil montažo, ampak absolutno tekst, treba računati s tem, da gre tekst ven. Ven, ja, čim več po moje. Ja, jaz imam zelo ta problem, mislim, jaz sem zelo nagnjena k preveč, tako, tudi ker mislim, da sem zelo racionalna, tudi drugače v življenju in mi gre zelo na živce, če kaj ni logično, tudi ko gledam, ne vem, druge filme, če je kaj, in pol imam občutek, da moram v scenariju vse razložiti, zakaj je tako in kako je do tega prišlo, in pol moram zavestno na eni točki biti, ok, kaj pa od tega je pa res nepotrebno, ne, zdaj, ne, čisto vsak korak ni treba, da je tok obrazložen, ker bo gledalca zanimala emocija oziroma kam to gre, ne pa kako je do tega prišlo. Tako da veliko teh stvari gre pol ven. Najboljše, če grejo že v fazi scenarija, velikokrat grejo šele pol, ne, pač na vajah ali pa v montaži. V vsakem tem koraku ene stvari odpadejo, ene informacije odpadejo, ker vidiš, da v bistvu emocija nese zgodbo, ne, da rabiš sicer te neke osnovne oporne točke, ki so neke pač informacije, ampak da veliko je pa balasta. A se vam je kdaj zgodilo, da ste ugotovili na snemanju, da prizor pa igralec napašete skupaj? Ja. Mislim. No, povej. Ne, mislim, mene je samo presenetilo, kako je bila dobra stvar, recimo na audiciji ali pa koliko smo na vajah, pa na setu, pa ko da nismo znali priti do tega, kar smo prej imeli. Mislim, jaz grem redko na set brez vaj, mislim, probam nikoli, ne. Mislim, se mi zdi, da je vse treba se zmeniti prej na vajah. Ampak včasih pa, kot da na setu, ne vem, ali imaš ti slab dan, ali igralca je neka trema, je neki narobe, ne vem, setting, mizanscena, ne vem kaj, nekako ne priješ do tja, pa je lahko frustrirajoče, no. Pa tek, mislim, z igralcem se pogovarjaš, oba dva vema, da je lahko ful boljš, lahko še enega, pač v neki fazi moraš iti naprej, ne. Mislim, stiskaš, pa nekako ne priješ do tja. Tako vsi smo vedeli, da nismo tam, pa je bil ful dober prizor na vajah, tako fulkrat, ne. Recimo, vse zgodi, ja. Meni se je to na vajah, že se mi je zgodilo tako in pol iščeš način, kako to vse nekako transformirati na ta način, da bo funkcioniralo. In pol malo nekaj na vajah spremeniš, malo na snemanju prilagodiš, malo v montaži, pa pol včasih, ajde, nekako rešiš, ampak ja, treba je biti pripravljen tudi na to, ja. In pol kako v bistvu najti skozi najti nek način, da bo to vsem funkcioniralo. Obsojen si, po mojem mnenju, ne, ene snemalni dnevi bojo slabi, ne, izmed onih 30, 25, 35, ne, pač nasede ekipa, ali je vroče, ali so zmatrani, ali ima en vročino, ali neki ne gre, ali crkne, neki, pa ni nujno, da boš imel možnost ponavljati, ne, zaradi pač kakih okoliščin. Tako da malo je tako, mislim, saj jaz do tega pristopam malo tako loterijsko, no, kere scene bojo. Vem, da bom, že pred snemanjem se mi zdi, da je samoumevno, da bojo ene scene tanke, ne. Pa snađi se, ne. Ampak unek vse v dobro je pa krasen občutek, ali pa razglejmo. Najboljši. Najboljši, ja. Kjera so že dobro. Čakaj, se bo. Ne, v montaži je res grozen. Montaža je grozna. Ja, ki bi še kaj popravilo, pa kaj dodal. Ne, pa so te, ko si rekel, nekaj je dobro, pa te spomnim, mislim, tako si na setu, ful dobro, pa po montaži to je, to, kar ti je bilo ful dobro, tako že gledaš to, da imaš. Mislim, ne vem, no. Sam jaz trenutno nisem zdaj v taki fazi dobri za pogovore o tem, no. Jaz sem bolj v fazi pogovorih, da nujno so ene scene slabe, lepo da foto. Ok, skratka, ne bomo zdaj končali na pesimistični noti. Gremo zdaj proti društvom, ne. Ok, imeli smo introvertirano fazo scenaristike, ekstrovertirano fazo dela na, mislim, režiranja in zdaj gremo na nek način
politično fazo, ampak ne mislim v slabem smislu. Se pravi, v bistvu je to ukvarjanje s svojimi kolegi, z javnostjo, s polisom. No, zakaj so se odločila za delo v društvu, da to sprejmete? Pa nisva se po moje odločila, naju so rekrutirali pred leti dolgimi, mislim, se tako to gre, ne. Starejši kolegi so to društvo ustanovili, vedno več ljudi se je včlanjevalo, ampak skoraj nikoli nihče ne reče, jaz grem in bom to prevzel in bom, ne. V resnici je zelo nekako, kaj pa vem, moraš vedno nekako vabiti ljudi, da se pridružijo, da se angažirajo, ampak jaz imam občutek, da je treba na eni točki pač prevzeti en del odgovornosti, no. Prevzeti en del odgovornosti za, ker če želimo neke spremembe na boljše, če želimo neke stvari, mislim, najlažje se je pritoževati, ampak nič se ne bo spremenili, če se samo pritožujemo. Treba je ene stvari vzeti v svoje roke, no. In se mi zdi, da smo, odkar se je to društvo ustanovilo, da so kolegi in tudi odkar smo se mi pridružili, recimo neka naslednja generacija ali kako, je veliko stvari šlo na boljše, no. In potem je veliko lažje, ko vidiš te spremembe, ko vidiš, ne, zdaj recimo, ko smo mi študirali, pa zdaj, mislim... Ni primerjave. Ja, ogromna razlika, ne. Ja. In jaz pripisujem pravzaprav tem starejšim kolegom velik del teh zaslug, če tako grdo rečem, za to, ne. Ker je v bistvu mi sami, ne, ustvarjalci, producenti in tako naprej, mi sami najbolj vemo, kaj potrebujemo. V resnici težko se bomo zanašali, da bo nekdo, ki recimo, da bo neko ministrstvo za kulturo, da bo nekdo, ki nima izkušenj iz pač te ustvarjalnega procesa, vedel, kaj bi bilo najboljše za ustvarjalce, kakšen sistem bi bil najboljši, kaj potrebujemo, kaj nas, ne vem, mislim čistko, ne, kako nam zdaj po eni strani omogočiti, da bomo lahko dodelali in po drugi strani zaščititi, ne vem, državo, da ne bo financirala nekih stvari, ki bojo, dajmo reči, stran vržen denar, ne. In je to zahteva pač, če hočemo, da stvari funkcionirajo, vključenost nas, ne, ki to delamo. In se mi zdi, da je nekako, kaj pa vem, da se je nekako vzpostavilo to, da vsak za neko obdobje prevzame to, vsaj en del odgovornosti za to. No. Ker tleh treba povedati, ne, da danes to je doba egoizma in delo za skupno dobro je, veš, tako, budala, veš. Sej mogoče smo res budali. Ne, ampak jaz se spomnim iz lastnega primera, ko sem za 4 leta sem šel sprejemnik mandat v neko drugo društvo, smo zrihtali neke avtorske pravice, ne. Ampak je bilo treba narediti, ker smo naredili pa je to, a veš, drugače bi še kar jamrali, tam vsi bi zdaj pa jamrali krivica. Se opravičujem, sem odpadel. Ampak res je, točno to, nikoli ne bojo čisto vsi zadovoljni, nikoli ne boš dosti dober, vedno boš imel občutek, še bi lahko in še kaj bi lahko naredil, ampak da si vsaj naredil tiste 2 koraka, pa bo mogoče naslednje 2. Ja, strinjam se. Ja. Dejstvo je, da mi dva smo se, mislim, ko smo najna generacija, ko je nekako začenjala, to je bil ta filmski svet slovenski, je bil tak rastur. Mislim, pa je že bilo malo boljš pravzaprav. Še prej je bilo še slabš. Ampak tudi čist stvar kulturne politike na tem področju je bila zelo... Ne vem, kako je to sploh potekalo. No. Tudi društvo ni delovalo, bilo je zelo malo članov. Cel sistem je bil tak prepišen, pa v bistvu smo se mi dva najbolj, po moje, pa cel kup ljudi, no, se je to nekako zgodilo, da smo se priključili ali pa malo bolj angažirali, ali pa da je vse to skupaj generalno malo steklo, organizacija tega ceha, ne. Je bilo na podlagi političnih pritiskov, ko smo pač imeli dovolj te filmske iniciative, pa vse to, ne. Zdaj, jaz ne vem, kak je po drugih društvih, ampak zdi se mi, da filmarji tudi čisto nekako naravno smo zelo kolektivna, pač delujemo kot kolektiv, sploh vsi ti filmi nastajajo kolektivno, tako da se mi zdijo društvo zelo nek tak organski podaljšek nekega našega skupnega dela. Mislim, čist poklica, dela, s katerim se ukvarjamo. Pa tudi, zdaj ne vem, kak je na drugih področjih, ampak po mojem mnenju ali pa po moji izkušnji čist politika kulturna
se pravi, ki bi ne upravljala s tem področjem, je zelo nebogljena na področju filma. Zelo malo ljudi sploh pozna sisteme, možnosti, principe delovanja, politike drugih držav. Mislim, meni se skozi zdi, da jih predstavniki, se pravi, cehov, filmarji sami vsakič znova izobražujemo. In pač zdi se mi, da oni niso kompetentni. Veliko teh kulturnih politik mi sploh nimamo sogovornika ali pa je to v nekem procesu. Ljudje, ki so zadolženi za upravljanje teh sistemov, ki bi ne določali kulturno politiko, imeli tudi neke vizije, se mi zdi, da v veliki meri, vsaj na podlagi tega, kar sem videl v zadnjih 15-20 letih, oni niso za to usposobljeni. Ne vem, je tudi na področju recimo gledališča ali pa literature, ne vem, ampak zdi se mi, da je zelo veliko odvisno od nas, sploh v smislu pobud, idej, regulacij, vsega tega, kar se dogaja. Noben drug tega ne bo naredil, kot mi sami v cehih. Zdaj, nočem, da vam kaj potaknem, ampak nekaj je to, nezainteresirano nepoznavanje, nekaj pa tudi, saj sodeč po komentarjih na socialnih omrežjih, neko tako splošno slovensko sovraštvo do umetnosti, da tako rečem. Ker ni videl drugače. Ko gledamo statistike najbolj gledanih po televiziji filmov, so zmerno slovenski filmi. Ljudje se usedejo in z veseljem pogledajo slovenski film. To je res. Tam na internetu pa nabijo, to je treba vse ukiniti. Stari, dajte se zmeniti, vi gledate ali ne gledate. Ko si prej omenil pisatelje, tam je bilo vse zelo dobro izorganizirano in je šlo pa v maloro. Tlej pa kontrasmer je bilo razsulo totalno in zdaj, hvala Bogu, gre na bolj, vsaj po mojemu občutku. Upam, da tako tudi ostane in da še napreduje. Ja, mislim. Ampak kulturni menedžment generalno je po moje neka podcenjena panoga. Sploh pa na filmu, ki je toliko obremenjen. Mislim, film ima res specifike. Se pravi, po eni strani je zelo vezan sploh eni deli filmske industrije na trg. Zelo dobro potuje, zelo je mednarodna panoga. Mi smo to, na področju distribucije, jaz mislim, da je to poleg scenaristike eden največjih problemov slovenskega filma trenutno. Ker, vidim, da drugi filmi potujejo. Bil sem s prvim filmom na parih delavnicah, tam sem videl cel kup kolegov, njihove filme gledam tam na RTV 365, ne glede na to, so slovaški, litvanski, poljski, španski. Naših filmov ni po vseh teh, mi sploh nimamo, ne samo, da nimamo infrastrukture, mi nimamo niti še ideje, kako to začeti reševati, na kak način. Hočem reči, to ni stvar ustvarjalcev, to je vse stvar neke kulturnega menedžmenta, ali kako se temu reče, kaj je to sploh za ena beseda. Politike. Pa zelo specifično je, ker je toliko dinamična panoga v resnici. Že sam načini distribucije, koliko so se spremenilo, odkar sva midva recimo začela delati filme ali pa študirati film. In to se stalno spreminja in zdaj že temu slediti, mi pravzaprav nimamo, da bi sploh razmišljalo Ministrstvo za kulturo o ljudem, ki bi temu sledili, temu poskušali prilagoditi sistem. To je pač sistem, ki mora biti dinamičen. Mi pa delujemo, pravzaprav Filmski center deluje na 15 let skoraj, da ne vem, približno v starih pravilnikih. Podhranjen. Ja, ampak zdaj Ministrstvo za kulturo vsake to let naroči neko študijo o gospodarskih vplivih in zmerno se pokaže, da so zelo veliki, da to je res biznis in od katerega ima Slovenija predvsej, govorimo o kulturi na splošno. Po drugi strani sem bil pa jaz prejšnji teden na turneji po Angliji in tam v Manchesteru snimu nastop, stopim z vlaka in prva stavba je univerza ogromna, univerza, nek biznis, futbol in jaz sprašam, kva pa tle učite, kako prodajati nogometaše, univerza o tem, kako prodajati nogometaše, ljubi Bog, da to obstaja. Ampak se to je ogromen biznis, da smo, ko vem, tako ki film ogromen biznis. In zdaj sem se nekaj razburil, ampak res, jaz sem zmeraj toliko šokiran, ne potuj. To je svoj poklic, to je svoja panoga, to so svoje znanja, to so desetletja. Ki vplivajo na turizem, na vse, ljudje hodijo, Dubrovnik gledati, zdaj tam semafor so uvedali, ki spušča ljudi not, ker je prenatrpan, ki so pač ga gledali v filmih, v nadaljevanki.
Zdaj, kako se te dve društvi, kako se lotevate, da malo spopularizirate? Nekaj je splošna popularizacija nasploh, nekaj so pa vsem te, rečemo, lobistični tudi pritiski na politiko. A lahko kaj o tem poveste? Ja, meni se zdi, da smo spoznali skozi leta, da je dobro čiste osnovne stike ohranjati, se pravi, ko se pojavi nek problem, ko se pojavi nova oseba na neki funkciji, se že spodobi, da se najavimo na sestank in da predstavimo naš vidik. Mi nimamo nekih lobističnih mrež ali pa nekih hudih vzvodov za pritiske. Mi smo pač stroka in delujemo tako, da ko se pojavi neka nova spremenljivka, poskušamo biti tisti, ki dosti hitro podamo svoj vidik oziroma svoje informacije. To je to, kar je Darko rekel, da pravzaprav izobražujemo stalno, ampak vse je logično. Ne vejo. Treba je, ne? Mislim, kaj je v bistvu problema ali pa o čem se proste. Ja, ne, sej to in poskušamo pač dosti hitro sam ozavestiti in predati naprej, se pravi to, kaj se dogaja, kakšni problemi so, kaj je naše videnje tega in kaj bi bile potencialno lahko rešitve. Včasih že imamo ideje, kakšne so, včasih pridemo do njih, vedno se pač ponudimo za nek dialog ali pa za, če bi bila kakšna potreba po dodatnih informacijah ali kakorkoli. Tako da smo tukaj nekako zelo transparentni o tem. No? Točno tako je, ja. Mi, pogovorimo se tudi na upravnem odboru, počasih na občnih zborih o kakih teh večjih dilemah ali pa z drugimi društvi. Ampak ta komunikacija je nekako pomembna, res iz tega, ker smo včasih manj presenečeni. Dejansko kako se temu reče, odločajo o stvareh, kjer sploh ne poznajo obsega problema ali pa bistva problema ali pa ne za vse, no. To so zdaj tek malo... Ampak se je tudi nemogoče poznati vse specifike, ne? Morajo biti pač ljudje znotraj filmskega foha, ne, ki poznajo že leta, kaj se dogaja, kaj bi ta sprememba pomenila. Pač je zelo taka strokovna stvar. No. Ker tle, kdo so glavni playerji? Seveda Slovenski filmski center, RTV, Ministrstvo za kulturo, mislim tudi Ministrstvo za gospodarstvo. Sej avtorske pravice pravzaprav spadajo pod Urad za intelektualno lastnino, ki je še ena ta, ne? Ja. In kar je pač pod Ministrstvom za gospodarstvo oziroma včasih je bil gospodarstvo, razvoj, tehnologija, kako je zdaj po novem, še vedno se isto imenuje. Za kulturo tudi v parlamentu. Ko so pač iz strank, ki se spoznajo na področja kulture. Tam je tudi treba včasih razlagati pa debatirati, ko se kakšne zakone sprejema, člene zakonov. In po drugi strani seveda tudi te naše, tukaj je še Viba film, ki je sicer nekako organizacija, ki je zelo, ki je v resnici res deluje za nas oziroma pač, ki nam omogoča snemati filme, delati filme. Potem so pa tukaj še te, ki so recimo mogoče ne direktno povezane z produkcijo filmov, so pa zelo pomembne za nas, kot so, Slovenska kinoteka, kinematografi, Art Kino mreža in potem tudi drugi kinematografi, mogoče, ki niso del te. Tukaj so pač mediji, ki poročajo o filmu ali pa pišejo o filmu. Tako da je to pravzaprav zelo veliko enih ljudi, ki jih poskušamo nasloviti. Ne. In po drugi strani seveda pač izobraževalne inštitucije in občinstvo. Čakaj, po šolah še kaj obstaja ta filmski program pa to? Ja, zdaj celo bolj kot včasih. Aha, okay. Zdaj že v osnovnih šolah, ta 9-letka, ima, kakor vem, neke izbirne predmete v teh zadnjih razredih, kjer mislim, da se ne izvaja, zdaj je odvisno. Od angažmaja šole ali pa učiteljev. Ampak se tudi delno že izvaja nek del filmskega opismenjevanja, recimo že tudi v osnovni šoli. Pa imamo te umetniške gimnazije, zdaj pa že zelo dolgo, pa mislim, dva smo učila tudi tam. To zelo dobro funkcionira, se mi zdi. Mislim, je zelo zanimiv program,
ima zdaj pa že kar, ne vem, koliko časa to že obstaja, ampak že kar nekaj let, no, ta matura tudi filmska nekako postaja utečeno. Ja, pa zelo resen program je. Mislim, to, kar recimo dijaki, ki izberejo filmsko smer, ki je sicer gimnazija, ampak potem recimo delaš maturo, lahko en predmet je lahko tudi film, ki je tudi filmska zgodovina noter in tudi praksa. In to so kar resna poglavja že iz zgodovine filma. To, če želiš, se lahko zelo veliko v filmu naučiš že v recimo gimnaziji, ne? Kar se mi zdi super. Mislim, kar je... To so že zelo taki, že celo neki avtorji, taki mladi se vzpostavijo na zelo presenetljive načine za mene. Jaz sem bil pogosto presenečen nad lastnimi predvidevanji pa tem, kar je dejansko se zgodilo. To so v bistvu, se pravi, ne vem, jaz mislim, da o tem razlagam, ampak to so 3 gimnazije, pa delno še na Ptuju, se pravi Nova Gorica, Ljubljana pa Ljutomer, ki so tudi uspešni, mislim, dobro so med sabo povezane, pa nekako usklajene. In ti dijaki, se pravi, morajo zelo biti pravzaprav pridni, predvsem, ker oni delajo normalno gimnazijo, poleg tega imajo pa še vse filmske vaje, brez suporta produkciji, se pravi, morajo vse sami zorganizirati, nimajo še niti izpita za avto, vse lokacije, mislim, nimajo profilov, sektorjev in tak naprej. Vse morajo sami zmontirati, vse sami naredijo, tudi zelo veliko se učijo na napakah, tako da tudi to ni čisto preprosto. In oni nekako so zelo zorganizirani, no, tam 3., 4. letnik in tudi zelo pogosto, mislim, če jaz si sebe predstavljam, ko sem prišel na akademijo, kaj sem znal, pa ko si predstavljam njih, kaj oni znajo na koncu ene... Veliko več znajo, mislim, kot smo to ni primerjave. Ja. In tehnično, in zgodovina filma, ali pa... Ja, pa to zavedanje, kako prav ta ustvarjalni proces sploh zgleda, ne? Kaj so neki koraki, kaj potrebuješ. Generalno. Tako zelo, ja. Mislim, sam tek. Dobro, optimistično, fajn. Ni tek za odmet to. No? Ja. Pa po mojem ima tudi vpliv na to državo malo, no? Da imamo toliko teh mladih ljudi, ki že nekaj vejo o filmu. No? Ja. Ne pomeni, da bojo vsi filmarji, ampak velikih pa ostane, če ne drugega, vsaj ljubiteljev, poznavalcev in je to zelo dragoceno. Mislim, se tudi publiko rabimo in to publiko, ki bo znala prepoznati kvaliteto, ki bo imela rada pač raznoliko kvalitetno produkcijo. Ne? Če se vrnemo k društvu in sekciji. Če bi morala izpostaviti en problem, ki ga ima, rečemo, povprečen član, grozno zveni, kaj bi bil ta problem danes? Pa če odštejemo to, da se film delajo enkrat na 5 do 10 let. A je to prekernost? A je to negotovost vsega skupaj? A obstaja sploh odgovor na to? Jaz bi rekla, da včasih je bil največji problem pravzaprav nepredvidljivost. Ne? Okay. Ker so bili razpisi, je zelo bilo negotovo, kdaj bodo, koliko jih bo, višina sredstev se je kar naprej spreminjala, tako zelo je bilo nepredvidljivo. In to se je zdaj nekako malo bolj ustalilo, no? Tako da je bolj predvidljivo to okolje, čisto produkcijsko postalo. Mislim, da je prekernost en problem. Predvsem je problem, po moje, odsotnost zares nekih pravil igre. Okay. Mi imamo pač to specifiko, da v resnici, kakor društva poskušamo tudi en del tega, kar bi delali sindikati, poskušamo upravljati, ampak v resnici ne smemo biti, nismo sindikat. Ne? In neka pravila o tem, kakšna so minimalna plačila, kakšni so pogoji dela, ki bi bili, recimo, imamo seveda pač zakon o delovnih razmerjih in tako naprej, ki nekatere stvari ureja, ki jih pač stalno ga kršimo tudi, ne, v filmski produkciji, to moramo reči. Ampak ta odsotnost pravzaprav nekih bolj jasnih pravil. Tudi, mislim, pri scenaristih je mogoče še celo večji ta problem. Ne? Mislim, jaz se strinjam. Se pravi, filmski svet ni tak, da ti greš na neko filmsko akademijo ali šolo, ali pa tudi izven tega prideš not in nekako veš kot avtor, da veš za neke dolgoletne principe
Ja. Zelo hitro zaniha in mislim, ves čas se spreminja. Tako da jaz mislim, da je eden glavnih izzivov, kar mi delamo, je zmanjševanje stresa. Ker je to že tak naporen poklic. Stres je pa vezan na različne stvari. Prekarnost, honorarji, predvidljivost sistema, urejenost sistema, zanesljivost dogovorov, take stvari. Pa čisto po tej človeški plati je ena osamljenost v bistvu, ne? Ker v odsotnosti enega stalnega kolektiva pa to specifiko, ki si jo omenil na začetku, te introvertiranih faz, ne vem, scenarističnih, mislim, tudi to je ena stvar, ki prispeva k stresu. Na področju scenaristike je tak Teksas. Zelo je od do nihajo in honorarji, in delovni pogoji, in pravice. Zelo je pogosto nizki standardi, hiti se, gre se v snemanje, ne da bi se sploh temu področju, ki je ključno, posvetilo dovolj časa. Podcenjenost na splošno tega profila, ali pa zavedanja vloge. Odsotnost, kako se temu reče, specifičnost scenaristov. Sploh scenaristov, ko v neki viziji mogoče obstaja možnost, da bomo imeli v prihodnosti neke scenariste, ki bodo imeli nek avtorski štih svoj, s katerimi bodo hoteli režiserke sodelovati. Mi imamo ta poklic je zelo prepišen. Mislim, koliko imamo sploh scenaristov, ki bi dolgoročno obstajali kot scenaristi, pa se nekako razvili samo svoje. Ki ne pišejo zato, da režirajo potem lastne scenarije, ampak ki so poklicni scenaristi. To je vprašanje. Ali pa tudi, ki so, za kjer je možno, da sploh od tega živijo, da jih ne ubijajo na neki seriji z neki dialogi, ki štancajo tam nekaj, kar je. Mislim, da je velik del, en razlog za odsotnost tega poklica, sploh kot nekaj, kar tradicionalno pri nas obstaja in se razvija. Velikokrat so scenaristični cehi močnejši od režiserskih in tako recimo ameriški. Ta Writers Guild je zelo močen sindikat. Mislim, da v Evropi so v povprečju prosti scenaristi za 20% bolj plačani od režiserjev, v povprečju. Tudi angleški, britanski sistem, tam je scenarist zelo pomemben, ampak mislim, da to predvsem izhaja, in pri nas ta problem izhaja iz pravzaprav velike pasivnosti in velike nerazvitosti televiziji. Te televizijske produkcije serij, ki bi imela na leto toliko in toliko serij v različnih žanrih, kjer bi obstajali neki writers roomi, kjer bi obstajal nek sistem za razvoj, ne samo novih vsebin, ampak novih scenaristov, ki se jih pripelje kot mlade, kot asistente magar, ali pa kot mlade scenariste v nek writers room, kjer imaš ti enega zelo izkušenega, še ene 3, ki so že nekaj naredili, par mlajših in enega novinca, recimo, in da se ta pol razvije do tega, da bo čez 15 let pa mogoče on glavni avtor ene serije. To je zelo tak nek razvit sistema, cel BBC in Channel 4 in te britanske serije, ki jih gledamo, in tudi ameriške temeljijo na tem. In tukaj dobiš zelo kvalitetne avtorje, ki ga vidiš, da je začel na Sopranovih ali pa na dosjejih X in zdaj dela najboljše stvari trenutno, ki jih gledamo na, HBO. In tega pri nas ni, ta vizija pri nas v resnici najprej pogojena verjetno z majhnostjo trga, se pravi, ni velike konkurence, imamo bolj kot ne 2, včasih 3 televizijske hiše, ki tukaj tekmujejo na področju recimo igranih serij in ki pravzaprav se jim ni treba prav zelo matrati. Zelo hitro so zelo uspešni. Zelo nekako malo ložka. To je meni čistek racionalno ne razumem, ker vložek v razvoj scenaristike, čisto v razvoj scenarijev, to je toliko nizek vložek v primerjavi s produkcijo, ljudje plačajo na hitrco nekaj... To je najcenej. Vem, kaj sem jaz največkrat slišal v življenju, ko starejši občan. To bo pa naš napisal, vse v osnovni šoli dobre spise pisal. A veš, to neko podcenjevanje, nek moramo šparati, bomo pa tle šparali, to je naš napisal. Lih tukaj, ne? Ja, veš, moja sestrična pa nekaj piše, bom v njej rekla. A veš, in poj...
Na filmskem centru so dojeli, na srečo, okay. So te podpore večje, ampak jaz ne razumem pač neke produkcije, ki grejo, pač vržejo, ne vem, 800 jurjev ali pa ne vem koliko v neko serijo, scenariji pa naštancajo, niti ne plačajo, mislim, to je drug primer. Prenovili so nek lokal, nek vinoteka ali kaj in od največji izbor vin in milijon so vrgli v vinoteko, v Marmor, ne, pa jaz rečem, kdo pa so imeli, prek študenta smo eno punco najeli. No to, scenarista smo najeli prek študenta, da bo nekaj napisal, milijone vrst v Marmor, pa menimo ni problem. No, to je jaz sem v Sloveniji. To je nepojemljivo, ne. Ja. Če se v to loži, to so toliko boljše vsebine, to je vse, oni so v toliko večjem profitu, če je to njihov cilj. Mislim, jaz tega sploh ne razumem. Ampak še en primer. To je najnižji strošek. Mogoče veste, ki je bila olimpijada v Londonu, ona krasna otvoritev, ne. In to sem jaz gledal v neki mednarodni družbi in tam Francoz navija, zdaj bo pa ne vem, zdaj govorim na pamet. Yves Saint Laurent je on ali kdo, Cartier je naredil obleke naši. Ne. In Anglež, Stella McCartney je naredila, Stella, komaj čakam, kdaj bodo naši prišli. Ne. Jaz pa tam ne vem, in pa oni mene, kdo, Gerdoš dizajner je to delal. Če jaz ne vem, in pa vključujem enega frenda na olimpijski del. In on reče, to je naš smučarski učitelj je to naredil. Naš je to naredil. Smučarski učitelj, to dela že 10 let in vsakič spet, zato ko pa se že zanč, bo pa še zdaj. In naš je to naredil, tukaj smo šparalne in v svet pošljemo, pa lahko pošljemo tudi nadaljevanko, pa en kamer naprpotuje, ker je slabo napisala. Bog pomaga. Ok, to je to dejansko, zdaj sem se jaz spet razburil. Ne, pa se kje so te perseni, mater, nimamo reklame, ne, dejansko je res, ne, ker pri umetniškem modelu, kot je film, odloča najšibkejši člen, ko bo na koncu vam prišlo, ne, in če se špara izrazito, ne vem, pri scenariju, to ne more biti dober. Ok, gremo v to, ampak hvala Bogu, se mi zdi za popularizacijo vsega tega in tudi sploh scenarističnega poklica je nujno, da imamo neke nagrade za to, ki se v medijih pojavljajo, da ljudje dobijo občutek, se so to režiserji pa scenaristi, ne. In nekaj, da podučujemo mlajše generacije. Ne? Zdaj, lahko malo o tem, o nagradah, dajmo o nagradah, ki jih društvi podeljujete. Imamo nagrade za režijo že kar nekaj let. Ne? Štigličeva nagrada, v bistvu nagrada Štigličev pogled za izjemno režijo enega dela v preteklem letu. In potem Štigličeva nagrada za pač življenjsko delo na področju filmske ali pa televizijske ali oboje, velikokrat režije. Zdaj smo pa z letošnjim letom pravzaprav prvič podelili glih iz tega razloga, ki si ga omenil, eno novo nagrado, ko pa mogoče Darko boljš, da pove več. Scenaristično nagrado smo podelili Papirnati avion, zelo smo veseli, da nam je ratalo, ker smo zelo hiteli. Namen je čisto vzpostavljanje in priznavanje scenaristov, scenaristike na splošno. Poleg teh nagrad si želimo na področju scenaristike, zdaj če malo pobegnem stran od nagrad, nekako urediti področje honorarjev, da bi bili približno primerljivi in smiselni, ker je tu, glede na informacije, ki jih dobivamo, situacija od do, ampak zelo so to neke bizarne stvari se dogajajo. Delovni pogoji, nekako bi radi vzpostavili to kot dejansko možen poklic, ne? Da bi človek lahko racionalno razmišljal o tem, da bi scenarist je možno biti v tej državi. Ne samo v prostem času. Ne samo neki na glavo, ne? Pa na dušo, da to lahko normalen poklic, ne? Od katerega bi človek tudi lahko živel, pa se s tem ukvarjal, pa to delo. Ne? Papirnati avion smo pa, navdušeni smo nad imenom, saj jaz, zelo dolgo smo ga iskali. Predlagala ga je Hanna Slak, oziroma zdaj je Ava Bringman Slak. In ne, super mi je simbolika. No. Po eni strani je vezano na nek konkreten film, ampak je tek, no, avion, ta čudo tehnike, največja,
100 000 let, milijonske sanje človeka so se uresničile z avionom, ne. Po drugi strani je pa sam papir, ne, zelo rahlo, sam zametek nečesa velikega, se mi zdi, da je zelo se veže na scenarij. Tako da upamo, da bo ta nagrada kaj prispevala, no, in da bo nekaj pomenila, no. Pa so pa še delavnice tukaj, ne? To si tudi malo omenil. Ja, to sem hotel tudi, ja. Jaz sem bil udeleženec prve scenarnice, prva bila, po moje prve, pač to je neka, mislim, vsi v društvu smo zelo ponosni na to, ker je to nekaj, kar je ključno prispevalo, po moje, ne samo k razvoju scenaristike, ampak slovenskega filma nasploh, pa tudi po moje še nekakšna druga področja, se pravi nekak način pristopati do razvoja nekih specifičnih znanj. To je, ne vem, koliko let pa je to, po moje, 10 let. Mislim, da je 11. zdaj, če se ne motim. Mislim, pol sledijo, se pravi, dokumentarnica, zadnja leta kratka scena. Ti programi so zelo uspešni, zelo učinkoviti, zelo veliko dajo udeležencem in zelo veliko ima cel slovenski film od teh, se pravi, dejansko vplivajo na kvaliteto slovenskih filmov, na znanje, dolgoročno tudi, ne samo za konkretne projekte. In to scenarnico je Matevž Luzar pač nekako genialno postavil in to zelo dobro funkcionira, ne. Imamo tudi še druge programe, mislim, to lahko še ti kaj poveš, ampak na področju scenaristike Scenarnica plus, včasih je bila ABC Scenarnica, kjer smo taka bolj šolska znanja nekako obravnavali. Zdaj se pa dotika različnih področji scenaristike. Ena so zelo še vedno taka šolska, schematična osnove, neke take stvari. Ena so pa zelo specifično strokovna ali pa se posvetimo kakim vidikom, ki se tičejo različnih izzivov pri delanju filmov, ne, zlasti scenaristike. Ja, mogoče je samo še treba povedati, da so to predavanja, ki so odprta za javnost. Tako da, če kogarkoli zanima, ker te delavnice, scenarnica, dokumentarnica, kratka scena so namenjene udeležencem s projekti, ki se pač s projekti prijavijo in jih komisija potem vsako leto izbere. Pač eno fiksno število, največ 6, mislim, da na delavnico. In potem te projekte razvijajo, se pravi, to je pa nek zaprt krog tistih udeležencev za tisto sezono. Zelo se trudimo in zaenkrat nam uspeva, da je za udeležence tudi brezplačna ta delavnica, kar je, mislim, da unikum, in poskušamo dobiti financiranje iz različnih strani, da pač lahko mi to pokrijemo. Druga stvar so pa ta predavanja v okviru Scenarnice plus, ki so pa res namenjena strokovni, ampak lahko tudi širši strokovni javnosti. To je pravzaprav zelo odprto. Pa zelo je dobro, ker včasih je to zelo velik obisk, prav slušam. Včasih je malo ljudi, ampak so te debate, mislim, sploh nima veze, koliko ljudi pride. Včasih je ful dobro, ko je čisto malo ljudi, pa se zelo direktno, pa čisto konkretno, pa mislim, se pogovarjamo o stvarih. Je zelo lahko, kako se temu reče, veliki splenje, no, iz njih. Inspirativno je, Zelo je lahko bogato tek. Včasih je to zelo množično, sploh ko imamo kakšne malo bolj take kapitalna, bolj znana imena. Tu je predavatelje, smo že tudi velikokrat povabili. To se trudimo. V bistvu, to je, se pravi, da še malo povem, se pravi, 2-krat na leto imamo 3 večere, se pravi, 3 tedne zapored, enkrat na teden je v takem sklopu in ponavadi je en gost tuj, ne. Prizadevamo si tudi, da je eno od teh pogovorov prek Zooma za tiste, ki niso v Ljubljani ali pa ne morejo priti, da se lahko tega udeležijo. In to meni se zelo fajn funkcionira, no. Tudi ves čas iščemo ideje od članov, tako da smo zelo odprti. Prilagajamo se tudi povpraševanju, no, kako se temu reče, kar ljudi zanima ali pa bi jih mikalo. Pa včasih izkoristimo kakšnega avtorja, ki ima mogoče na lifu film. Tako je, še to, ker to se je res, moram reči, prav vsaka čas. Mislim, to se je dejansko res spremenilo, ker jaz sem bil mlad in sem začel spremljati to sceno, je bilo dejansko veljav
še francoski modernistični, da scenarij tak ne rabimo, bomo na snemanju nekaj izrihtali. Ne. Jaz se še spomnim scenarijev slovenskih filmov, ki so šli v produkcijo in so bili noč prizori, to bomo se zmenili na setu, kva bo tle, in tako prav, tako lukne, na setu se bomo zmenili, na setu, če se meniš, kva bo grozno. In tle moram jaz vseeno omeniti Zdravka Duša, no, ki je organiziral prvo Pokaži jezik, kjer je neka generacija hodila. To vi ste bili en krog prej, ne? Ja, Matej Žluzar je tudi tja hodil in potem hvala Bogu to naprej prenesel, ne, in tako naprej. Tako da se je tle vzpostavilo, no, res, to sem jaz moram biti zelo vesel. No. Nekaj znanja v pisanju scenariju in v filmu tudi. Ne. Ta Pokaži jezik, mislim, to je bila pravzaprav inspiracija za to, da zdaj mi delamo to, kar delamo. Ker so takrat, si bil ti tudi zraven. To je moja knjiga, ko smo išli na akademijo, mi smo tvojo knjigo brali, mi smo se tvoje knjige učili. In to je bila neka pionirska, se mi zdi, pionirski moment v prostoru, kjer je bilo pravzaprav vakuum na tem področju. Ne. In če ne bi vi takrat tega začeli, tudi mi ne bi imeli nekega, to je bil pravzaprav zgled za nas, ne? Dajmo zdaj to nadgraditi, oziroma pejmo tukaj naprej. Tako da... No, dejansko, ne, sej, hvala Bogu, no, Zdravci to takrat čisto solo delal, kar je bilo svaka čast, ampak fajn, da je to zdaj društvo, pa da vas je več, pa da to gre naprej. Ne. Moramo tle, ta podcast je z AIPA in moramo zdaj AIPO kaj omeniti. Dajmo. Prvič, recimo, AIPA ima tudi nagrade Orion, ne, v principu. Kar je spet fajn, da so neke nagrade za to področje. Ne? Drugo pa, kako pa sodelujete društvo, kako sodeluje z AIPO? A so kakšne sodelovanja, kakšne sinergije, ko gremo modern reči? Pravzaprav AIPA smo mi avtorji, ne? So avtorji, izvajalci, producenti tudi, ne, sej to je v imenu, ampak mislim, pravzaprav imam občutek, da poskušamo čim bolj usmerjati, kaj želimo. Pravzaprav to je naša kolektivna organizacija. Kaj potrebujemo in kaj želimo, ne, od naše kolektivne organizacije. Zdaj sodelujemo na več načinov, zdaj društva, mogoče ne toliko direktno, ampak seveda so avtorji, imamo v, rečemo temu, strukturah AIPE svoje predvsej, sem tudi jaz ena od predstavnikov, recimo v nadzornem odboru in tako da na ta način sodelujemo, rečemo, ne sicer kot društva, ampak neki avtorji. Društva pa pomagamo predvsem pri teh vsebinskih vprašanjih. Včasih kaj predlagamo, včasih kaj svetujemo, ker smo stroka, ne. Včasih se posvetujemo, nas vprašajo za mnenje ali pa mi predlagamo kaj. Tako da to je čisto na tej vsebinski ravni. Kar se tiče, mislim, tudi en del zelo pomembni za nas tudi so te skladi oziroma en delček skladov AIPInih so tudi skladi za izobraževanje, kjer se tudi mi prijavimo in če bo zdaj skupščina na naslednji tej seji mora odobriti, če nam dovoli, da en delček tega izobraževalnega sklada tudi nam pomaga potem vse te izobraževalne dejavnosti, kot so te delavnice in ta predavanja, ki smo jih glihkar omenili, tudi izvesti, ne? Ker mi kot društvo nimamo nekega financiranja, ki bi bilo stalno, tako kot rečemo hladni pogon, ne? To pri nas ne obstaja, mi pravzaprav se financiramo izključno prek raznih razpisov in tako naprej, delno tudi prek članarine. Tako da nam to zelo pomaga, da lahko izvajamo te dejavnosti, ki pomagajo avtorje izobraževati. Bodoče avtorje ali pa avtorje, ki so že, saj smo pravzaprav zelo veseli, da imamo na vseh teh izobraževalnih dejavnostih ponavadi nek dober miks že malo bolj izkušenih avtorjev, pa tistih, ki začenjajo, včasih so kakšni študenti ali pa ti, ki so pravkar končali izobraževanje, tako da je nekako je, ali pa tudi pri tem v pomoč. A pa imate občutek, da se je odnos do avtorskih pravic spremenil od takrat, ko sta... Jaz tudi presenečen, prijetno. Mislim, razlika je zelo velika in občutimo jo vsi, ne. Mislim, jaz ne vem, kako je bilo predtem.
čisto dobro, je to sploh obstajalo. Ko smo mi začeli, to sploh nič ni bilo. Mislim, bil je veljaven zakon o avtorskih in sorodnih pravicah. Mi nismo imeli svojih projektov takrat. Ampak v resnici tudi za te naše študijske filme, mi načeloma imamo neke avtorske pravice, ampak takrat je veljala ta presumpcija, se pravi, ti si že v osnovi, so tvoje pravice že bile, preden si sploh si jih predal. Oziroma država je predvidevala, da si ti to vse predal, razen če si imel izrecno pogodbo, da kakšnega dela, kakšne pa nisi. Tako da je zdaj to, mislim, predvsem je drugače to, da se avtorji zavedamo, da imamo neke pravice, Že tega se mi nismo niti pravzaprav dobro zavedali tega. Ja, to sploh, mislim, pa je še, absolutno, Mislim, to sploh ni primerjava in to je sicer, kako bi se temu reklo, zavedanje o svojih pravicah, pa ljudje pač dejansko so dobivali neke denarje v neki fazi na svoje račune, ki jih prej ni bilo. In to je čisto konkretno, so vsi lahko opazili. Poleg tega so tudi vsa ta društva bila delno financirana ali pa se deli kakih programov. Je to nekako, pa društva so neke skupne cilje delno zasledovali skupine. In to rezultati so tu in mislim, kakor vemo, imamo eno najboljših zakonodaj na področju avtorskih pravic. Ki je posledica tega, Mislim, izobraževanja različnih akterjev, strok in društev, ki smo izobraževali odločevalce. Ves čas, odkar pomnim, je to bilo ena večjih nalog in večjih naporov in konstantno. In to je res tako veliko delo, da je to nekako uspelo do te točke spraviti. Zdaj pa v nekih fazah se je zdelo to čisto nemogoče. Ja, res je. Pa še ne toliko dolgo nazaj pravzaprav. Kar se pa tiče nagrad, pa to pa ni nekaj, kar je z društvi pravzaprav povezano, ampak je pa neka stvar, ki pa smo samo zelo veseli, da obstaja. Te nagrade Orion, ki si jih omenil. Ker se mi zdi, da je pomembno poudarjati, da pač en del teh nagrad se podeljuje tudi za najbolj gledana dela na televizijskih programih, recimo. In pač je pomembno to poudarjati, da ta najbolj gledana dela, mislim, da to prvo najbolj gledano delo v lanskem letu, če ni imelo okrog 300,000 ogledov. Si predstavljate to? Mislim, to je nora številka. Sploh, ko to pove, ko ta podatek gre v javnost. Populacije, mislim. To je čisto noro. Se pravi, da se zavedamo, da nismo neka nepomembna niša, da ni to neka butična zvrst umetnosti, da so to stvari, ki jih ljudje radi gledajo, ki si jih želijo gledati, ki so uspešne pri občinstvu. Mislim, zanimivo je tudi, da ljudje zelo radi gledajo igrane serije, ampak tudi neki slovenski dokumentarni filmi, ki imajo neko temo, ki je recimo zanimiva za širši krog občinstva, se redno uvrščajo na sezname najbolj gledanih dela. To je ena stvar, ki je malo presenetljiva, ampak v resnici je logična. Se mi radi vidimo sebe. Ali pa pa slišimo svoj jezik, pa če malo poznamo igralce, pa vse tako, da se navežemo. Mogoče kakšno besedo o novih generacijah, pa generacijski. Vidno pač imate stik z najmlajšimi avtorji, ki zdaj pač snemajo prvence ali pa bodo snemali prvence. A so vam zdi kakšna razlike, me zanimajo? Mene je ful dobra razlika, ko se spomnim te naše akademije, ki je pač plesnela, pa se nam podirala na glavo, pa zdaj tele generacije, ko bojo prišle iz te vesoljske ladje v realni svet. Ta razlika me zabava. Ampak je tudi, mislim, da je sistem malo bolj robusten, pa malo bolj urejen. To se meni zdi, pa malo bolj, kako se temu reče, širok, demokratičen, bolj odprt, več produkcij dela, bolj različni avtori so, različnih generacij. To se mi zdi, da se vedno je smiselno prizadevati pri vsaki kinematografiji, da je v različnih teh vidikih dinamična, mladi, stari, dokumentarni, igrani, eksperimentalne. Skratka, to se mi zdi, da dela neko kinematografijo živo. Drugače pa je to po mojem zelo odvisno od
posameznega avtorja. Jaz sam si želim, da ne bi bili preveč pridni, no, v smislu preveč ukolupljeni. Ja. To mislim, da za filmarje ni nujno vedno dober. Tak, no, da je nek divji štih, se mi zdi, ampak to je moja osebna mogoče prioriteta. Ali pa da mi je pomembno, no, ali pa to cenim. Ampak tudi zdi se mi pomembno, no, za vsakega filmarja, da ni čist, kako se temu reče, pritkan. Ja. Meni se zdi, da je ena velika razlika med nami pa med temi generacijami, ki zdaj vstopajo, rečemo to profesionalno, a ne, okolje, da v resnici veliko več vejo o scenaristiki, veliko več, o scenaristiki, no, veliko več izobrazbe imajo. Mi smo bili tukaj, smo se zelo lovili, nismo bili prav zelo. Tako scenaristika je bila nekaj, kar nas je zanimalo, nismo pa imeli prav veliko izobrazbe, no. Malo se je začenjalo. Informacije imajo neverjetno. Pač vse imajo. Ja, in tudi ta nekaj je to, kar dobijo na akademiji, kar mislim, da je veliko več, kot smo dobili mi v naših, pač, ko smo se mi izobraževali. Drugo je, da je več scenaristov, več možnosti. Ne, vseeno zdaj so že ljudje, ki so scenaristiko, ki so magistrirali scenaristike in se poskušajo s tem pač res ukvarjati. Se pravi, več je teh možnosti sodelovanja in boljša je ta podpora, več je tega okolja, sprav delavnic in tega, o čemer smo govorili prej. Ne? Tako da mislim, da je to ena velika razlika tudi, no? Da veliko bolj se zavedajo, kaj pomeni razviti en scenarij, kot smo se mi. Ena stvar po mojem, ko je tudi drugače, se mi zdi, da je, mislim, samo v našem društvu je, ne vem, 150 članov. Že malo več, ja. Že malo več. Mislim, število produkcij, koliko produkcij dejansko dela filme, zdaj, koliko jih je delalo, ko smo mi bili na akademiji, ko je v bistvu 5 produkcij delalo vse slovenske filme. Tek se mi zdi, da vstopajo te mlajše generacije v en širšo polje, manj zaprto. To se mi zdi, da je ena, mislim, tudi taka opazna razlika. No. Tudi več različnih formatov se podpira, nekako bolje raznoliko vse skupaj. Je pa seveda tudi mogoče se malo težje orientirati, ko je toliko enih, ne? Ko je vedno več ljudi, vedno več možnosti. Mislim, da še digitalija prišla. Ne? Zdaj se na festivalu je 150 filmov, ne? Različnih formatov. Ne? Takrat je bilo 30, 40, ne. A pa še manj se ne. S kratkimi filmi, verjetno. Ne, mednarodni festivali zdaj dobijo po 20-30 tisoč, ne, kratkih filmov. To je vse na telefon, to ne morem ben pogledati. Ok, še zadnja tema. Če bi lahko napisala scenarij za kjergakoli igralca na svetu, tudi spokojnega, za kjerga bi to bilo? Kjer je tega bi pa imel. Ne oklevati, zihar se kaj pojavlja. Adele, ne znam izgovoriti njenega primka. Kjer film pa igrala? Zdaj je v Cannesu v enem filmu, pa francoska igralka. Zelo, pač prvi tak film, ko je butenla, je bil ta Blue is the warmest color, je bil angleški prevod. Tista ta druga, ta ne, Adele. Adele, tak je igrala Adele, ni v resnici ime Adele. Primek bi znala napisati, ne znam ga pa izgovoriti, kaj je grški. Nekaj, ki bomo dodali podnapis? Evo, no, tako. Če že moram nekaj reči. Ne vem, nimam odgovora. Humphrey Bogart, ne. Mislim, če bi znal pisati za kakšne te igralce, ko so mi bili ful dobri. Pa so dobri. No. Mal bi me bilo sram tako je dati scenarij. Ne, to je star strak. Ne. Ok, naslednje, ampak vprašanje pa, a bi tega igralca režirala, če bi ga režirala z umetno inteligenco? Humphrey Bogarta imate. In ga zdaj režirate lahko. A bi to prevzela? Se pravi, zdaj narejen film, v katerem imate lahko karkoli, kjerkoli igralca, kjerkoli prizor, svetovi eksplodira, vlak eksplodira, boing. Ne vem, čar delanja filma je o sodelavcih, ki imajo svoje mnenje. Ne? Ta umetna inteligenca nima nobenega mnenja. In delanje filma z umetno inteligenco
je tudi režiranje pretvorilo introvertirano delo. A ne? Ja. Ne vem, to je... Okay, ne znam te... Ja. Vajen odnos do umetne inteligence. Mislim, jaz kako bi se temu reklo, mislim, zdi se mi pač vseeno to, mislim, prvič nimam pojma, no, ne glede na to, na številne delavnice, ki jih organiziramo, ampak nekaj sem tudi prijavljal nek projekt, kjer smo poskušali za nek potencialni projekt smo se preskušali možnosti, koliko se da zanašati na umetno inteligenco v tej fazi in koliko je možno na to računati, čist za vsebinske, take stilske odločitve v filmu. Pa mislim, da za film še nismo čist tam, kar se tiče čist vizuali, ne. Drugo področje scenaristika ali pa neke druga orodja. Zdi se mi predvsem to kot neko malo bolj divjo orodje. Po mojih izkušnjah je dejansko tako, da se moraš zelo prilagajati temu. Se pravi, da ni zdaj tako, da naredi točno to, kar bi ti rad, ampak naredi nekaj, kar mogoče tudi se moraš malo temu prilagoditi ali pa sprejeti neke omejitve, možnosti ali pa neke... kot z digitalno kamero ne moreš delati istih stvari, ko si lahko delal na film, se tudi prilagajaš. Enih stvari pač ne snemaš na tak način, kot bi jih mogoče na film. Tako da zdi se mi, da absolutno se bomo s tem vsi ukvarjali. Je pa res za film, kar se slike tiče, trenutno še nismo, bo še malo trajalo, no. Preden bo to možno uporabljati na tak način, da bo dovolj kvalitetno za veliko platno. Jaz ne vem, mislim, da je vsaj taka, kakor je danes v tej komercialni rabi, a ne, umetna inteligenca postala nekaj, v kar skoraj tako, moraš verjeti v to. Jaz ne verjamem. Ni treba. Jaz ne verjamem v to. Jaz malo ne kupam tega, koliko bo to zdaj nam, ker se mi zdi, da je velik del tega je v resnici en marketing ljudi, ki nam želijo in to prav drago nekaj prodati, kar pa ima, mislim, da vsaj zaenkrat zelo omejeno uporabnost. In mislim, en del tega je tudi, da mene malo to ne zanima, no. Čistko pač ne zanima me, ampak ene zanima in ok, zakaj pa ne, pač meni se malo ne da s tem ukvarjati, ampak v osnovi pa tudi malo ne verjamem v to, no. Spominja me, pa ni, tisto je bilo veliko manjši trend, pa na manj stvari je vplival, ampak spominja me malo na obdobje, ko so nas ene par let res prepričevali, da 3D, da vse bo 3D in da ne bo drugače kot 3D in 3D očala in nisi mogel kupiti televizije, ki ni imela 3D. Vem, da sem se enkrat prav matrala, a lahko ena nima tega in si še dobil tista očala zraven, ki jih v lifeu nisi niti iz one škatle dal. In pol je to malo zamrlo. In kino pa še zmer živi, ne, pa še tako je bilo pa v kino potrebuje to, da bo sploh živelo kot nek prostor. Zdaj smo imeli pred kratkim kar spet nek dvig obiska v kinu, ne, pa mlajše generacije so kar začele spet hoditi v kino po covidu, pa tako. Tako da jaz malo sem skeptična, no. Mislim, odvisno je tudi, za katero področje se pogovarjamo, ko to je, ne vem, v audio je to čisto druga stvar, ko za nek sliko, kjer je lahko, tudi slika je lahko neka kreativna stvar, na novo lahko je sam nek upgraden CGI, scenaristika je spet drugo področje, to je zelo odvisno, no. Ja, so ene zelo specifične naloge, ker to pač je dejstvo, da se uporablja, ne, v postprodukciji zvoka, pa za recimo, kako se temu že reče, no, to čisto generativno, ki dela video, ne, to se mi zdi, da bo zelo prisotno na področju proizvodne smeti. V smislu, za teh 500 kanalov vsak rabi 24 ur programa, itak je vsem vsem, kaj se tam kaže, sam da nekaj je, za neke te... Pa oglasov. Ja, za to neko garbage, po moje bo to zelo, mislim, bo vplivalo na to, ne, ampak za te mislim, za boljše stvari pa je to zelo omejeno na orodje, no, se mi zdi tako. Ja, jaz sem tudi o tem razmišljal. Zdaj, to, koliko stane generiranje sekunde tega videa, skrivajo totalno, ker mora biti pa divjaško drago.
In zdaj to oni dajo, zato da bi se mi nalepili na to, ne, pa da bi začeli s tem delati. Divjaško drago mora biti. Ampak po mojem, jaz spet to predvidevam, tako, ko se strinjam s tabo, ja, za ta dopoldanski TV spored, pa neke te romantično-mehiške, turške telenovele. Tako te neke čip animacije, ki jih štancajo. Ja, bodo generirali, ne, in ti boš svojo sliko lahko uploadal, tako da boš ti haral okoli med unimi junaki in boš to gledal cele dopoldneve. In to mislim, da bo tudi scenarije bo to pisal samo po sebi, se bo to vrtelo nedogled, ne. Kar je kar malo žalostno. Vse po moje tudi ljudje se to tudi navlečejo. Vse dobiš ta okus že zdaj, mislim, že zdaj vidimo po teh mailih, ne, po teh dopisih, ko so vsi, ne glede na to. Ja, isti. Že začutiš nek okus, pa ne glede na to, je bolj formalno ali manj formalno, pač ima neki, mislim, mogoče sploh še ne racionaliziraš, ampak v neki fazi mogoče bomo sploh izostrili okus za jezik, ne. Ali pa, ja, je zanimiv, ker bral sem neko študijo o LinkedInu, ne vem, če sta gor na tem omrežju, mislim, da že skoraj 70 ali koliko procentov unih objav generira AI, ne. S tem je socialno omrežje mrtvo, ne. Zakaj bi jaz hodil gledati, če tam nekaj rupotane. Ni tek, da tega ne okusiš. Okusiš, ja, ker ni nobenemu ljudje. In isto pri filmsko, ker ljudje so objavljali te kratke videe, ki so jih generirali, kar so zdaj te firme zaprle, ker mora biti predrago. In vsi so bili, kakšen film sem naredil, 3 minute nečesa, ne. Ampak bilo je vizualno grdo, montaža je bila grozna, ritma nobenega in nobene zgodbe predvsem, ne. Sej Darren Aronofsky, ne, se je lotil serije generirane na ta način, ampak to so pomije. Mislim, eden najbolj izvernih režiserjev, rečemo te generacije, je sproduciral čiste pomije. Mislim, to je tako, da ne vem. To se bo izboljševalo, no. Se bo, ja, okej. Sem ta neka uniformnost, po moje, to bo, ne vem, ena teorija, ne, to je tudi ta teorija mrtvega interneta, v bistvu, ker bomo, vsi smo že malo siti, ne, tega, ker v bistvu imaš občutek, da se roboti en z drugim pogovarjajo, zakaj bi jaz to brala, če se tebi niti napisati ne da, mislim, mi pa res ne da brati, ne. In to, da potem se tudi te sistemi hranijo vedno več s temi stvarmi, ki so jih sami generirali. In postajajo vedno bolj isti, a ne, je to pol spirala navzdol, ne? Ja, na isto je. Tako da osebni stik in dotik in osebni videz, mislim, bo zmerno bolj pomemben, jaz mislim, absolutno. Tako da ni treba skrbeti. Po moje, no, jaz ne vem. Ja, jaz se malo strinjam, ja. Mislim, kot orodje, ne. Sej, mislim, hočem reči, če snemaš na TV kamero ali pa telefon ali pa na filmsko kamero, pač ta filmska kamera pa vsi ti objektivi pa vse to stremi za nekim, kar je čim bolj človeško ali pa čim bolj življenjsko, no. Tako da, če bo to orodje lahko pomagalo k temu, v tem smislu je uporabno, ne. Tako je pa zdaj, ko v bistvu vse to ubija, ne. Ali pa je sam kot igračka, mislim, hitro se ga preobješ, ne. Ja, pa se mi želimo, mi pravzaprav namerno včasih si želimo malo napak, pa malo nekih nepredvidljivosti, ne. Je to delo človeško, vsak izdelek. Se snemaš ponavadi, ne snemaš vedno z najbolj ultra high-tech objektivi, včasih pašejo tisti, ko so malo pa se imajo itak ko niso popolni. Umetna inteligenca ima ful napak, ne, ker to zna delati. Plan, kontraplan, čim je 5 ljudi za mizo, tako razpade vse, ne. Ampak recimo, no, čez 1000 let bo pa ful dobro. To je slovenska popevka ena, ne. Zdaj, okej, najlepša vam hvala za to. Če bi še kaj dodala, zdaj priložnost dodajte. Jaz ne bi nič. Jaz bi neki čist malenkost, ampak absolutno. To je taka malo samo promocijska, no. Absolutno nujno. Ne, zdi se mi, da pač, če koga zanima vse to, o čemer sva govorila, predvsem te programi, a ne, in delavnice in ta predavanja, da imamo to pač društvo DSR, pa pač DSR scenaristi tudi na vseh teh omrežjih, Instagram se mi zdi, da nam še najbolj laufa, Facebook tudi, no, in tako naprej objavljamo, tako da dobrodošli, da sledite, da boste ujeli kakšno naslednjo, mogoče zanimivo predavanje ali pa kaj takega. Ok, najlepša hvala obema. To je bil podcast Sodelujmo, ki ga izdaja Alpa. Naročite se, kliknite, ne vem, vse veste, kaj morate narediti. Še enkrat najlepša hvala za poslušanje.